Tako. Najprej lep pozdrav vsem zbranim v fizični obliki in vsem zbranim v online obliki oziroma spletni obliki. Najlepša hvala za povabilo in pa ponujeno priložnost, da predstavim na nek način. Bom probal skrčati in skoncentrirati kar številne novosti, ki se odkrivajo na področju dojenja, v smislu dojenje preprečuje lahko potem tudi kasnejše težave s čezmerno hranjenostjo, debelostjo in seveda to tudi lahko kasneje vodi v številne kronične nenalezljive bolezni. Torej, govoril bom o vlogi dojenja pri preprečevanju otroške debelosti in pa posledično vseh ostalih kroničnih nenalezljivih bolezni. Zdaj, vemo, da živimo v okolju, kjer je pravzaprav incidenca oziroma naraščanje debelosti zelo prisotno. Vemo tudi, da če imamo opravka z čezmerno hranjenim ali debelim očetom in ali mamo, potem lahko pričakujemo seveda, da bo enake težave imel tudi otrok. Zdaj, zakaj enake težave? Velikokrat rečejo starši, ja sej, ne, tako kot je oče ali pa mama, bo tudi otrok. Do neke mere to drži, je pa seveda ta debelost otroška lahko zelo v malem segmentu genetsko pogojena, zelo v velikem deležu pa pogojena z navadami, prehranskimi navadami, življenjskimi navadami njegovih staršev. In na nek način, ko znanost poskuša iskati določena oprijemališča, kje prijeti debelost za roge, se v bistvu znajdemo v nekem začaranem krogu, ki ga lahko zelo segmentalno naslavljamo. Torej, ne bomo danes šli čez vse tele, bomo rekli, možnosti prijema. Definitivno, kar bi pa rad danes izpostavil, je vloga dojenja. Vloga dojenja kot takega na preprečevanje teh kasnejših težav z debelostjo in drugimi boleznimi. Želeli bi si, da bi družba prepoznala ta oprijemališča, jih ustrezno naslovila, predvsem z ustreznim izobraževanjem, tako zdravstvenih delavcev, kot sodelavcev, kot potem tudi laične javnosti, ker tukaj lahko naredimo največ na preventivni dejavnosti oziroma na preventivni strani. Ko enkrat govorimo že o debelosti, se moramo zavedati, da debelost je bolezen in mi potem začnemo zdraviti to debelost, torej se ukvarjamo s kurativnimi ukrepi, ki pa žal na področju debelosti niso najbolj uspešni oziroma lahko prinašajo za seboj številne stranske učinke na nek način tega zdravljenja tudi lahko. Zato poskušamo preventivno delovati, kolikor je v naši moči. In preventivno je naslavljati potrebno bodoče starše oziroma mlade starše in pa seveda tako očeta kot mamo in naslavljati ta segment obdobja dojenja. Namreč vemo danes že zelo dobro, verjetno ste že slišali za prvih 1000 dni, ki smo jih raztegnili na dodatnih 7000 dni, torej govorimo o prvih 8000 dneh življenja. To je obdobje, kjer imamo mi kot družba največji vpliv, največjo možnost zajezitve konkretno te epidemije debelosti in teh prvih 8000 dni sestavlja seveda logično tudi obdobje dojenja. Torej nekje vidite, od rojstva pa bomo rekli okrog prvih 2 let starosti otroka. In to je tudi obdobje, poglejte, v tem zgodnjem otroštvu, kjer najhitreje otrok pridobiva na telesni masi, kar je pomembno iz tega vidika razumevanja, da če pridobiva hitro, pomeni, da rabi imeti hranilno, kvalitetno hrano, hranilno bogato hrano, da se potem gradi, rečemo, dober temelj za celo življenje. Zdaj, da je dojenje res pomemben del, to tudi imamo v vseh strateških dokumentih, tako WHO, tako UNICEF-a, še Ameriška akademija za pediatrijo in druge strokovna združenja, tudi ESPGHAN dojenje lepo podpira. Torej, izključno dojenje prvih 6 mesecev, nato pa dokler želita mati in otrok oziroma vsaj nekje do 2. leta starosti. Zdaj imamo številne pozitivne vplive dojenja, tako na mamo na eni strani, kot na otroka na drugi strani. Danes bomo se posvetili samo preprečevanju debelosti. Kako zdaj debelost je lahko preprečena s strani dojenja? Na tem področju se trenutno dela številne klinične raziskave, nekatere izmed njih bom tudi omenil, ker sem del
del teh raziskav tudi jaz vpleten v njih. Torej, dojenje statistično gledano je trikrat bolj zmanjšuje težave z debelostjo kasneje v življenju, kakor na primer pri tistih otrocih, ki niso dojeni iz kakršnega koli razloga že, lahko da na željo mame, lahko da zaradi določenih zdravstvenih težav ali pa zaradi drugih situacij. Dojenje kot tako, torej tisti dojenčki, ki so dojeni, moramo razumeti, predvsem v slovenskem prostoru je to zakoreninjeno. Na pediatriji, ko pridejo doječe mamice k meni v ambulanto, ko jih vprašam, na kakšni prehrani pa ste, vsaka mama, dobesedno vsaka mama, pove, na kakšni dieti bi ona morala biti, vse z razlogom, da preprečuje te otroške krčke. In zakaj zdaj otroške krče omenjam? Zaradi tega, ker imate na tržišču cel kup nekih takih in drugačnih pomagal, kapljic, ki se jih seveda starši radi poslužujejo za omiljenje teh krčkov. In te kapljice so sestavljene med drugim, lahko si preberete deklaracijo, iz konkretne količine sladkorja. Torej otroka že navajamo na sladek okus, seveda bo potem takrat otrok, ko bomo začeli uvajati gosto hrano, želel imeti bolj sladke kašice, kasneje bo želel imeti bolj sladko hrano in smo že v začaranem krogu debelosti. Druga stvar, kakršnekoli diete, restriktivne diete, take in drugačne, predvsem imam v mislih vegansko prehrano, ki sicer trenutno v Sloveniji buri ogromno duhov, je absolutno odsvetovano. Rekli smo, to je obdobje, kjer dojenček nujno potrebuje hranilno bogato hrano, kvalitetne gradnike, gradbene elemente za zdrave temelje za celo življenje, in kakršnekoli diete, take in drugačne, rušijo oziroma rahljajo te temelje. Potem naprej, kakršnekoli, ne vem, prehranska dopolnila, taka in drugačna, to je spet cel kup tabu tem. Tudi določena prehranska dopolnila, če se jih pretirava, se nakazujejo vzročno povezavo z nastankom kasnejše debelosti potem pri otrocih. Da je treba biti pri teh zadevah res dokaj zmeren, previden, in pa vsak ukrep, ki se ga že na primer lotevamo, mora imeti neko znanstveno podlago, ker mi smo stroka, ki deluje na principu znanosti, ker sicer ne rabimo znanosti, a ne? Torej zasledujemo to, kar pravi stroka, kar pravi znanost. Potem zelo pogost naslednjo prijemališče te debelosti je industrija mlečnih formul. Industrija mlečnih formul prepriča mlade starše, ali očeta ali mamo, dajte si kupiti eno mlečno formulo, eno piksno mlečne formule in jo imejte v shrambi za vsak slučaj, če slučajno boste imeli kdaj z dojenjem probleme. Sicer dojenje podpiramo, ampak saj veste, če bo kdaj problem. To je tako, kot da bi rekel nekomu, ki poskuša zgubiti kakšen kilogram, da naj za vsak slučaj ima v njihovi shrambi kakšno čokolado. A mislite, da če bo vedel, da tam je čokolada, da jo bo pustil na miru? Seveda, da ne. Prej ali slej jo bo pojedel in jo bo zmanjkalo. Torej, vse take pristope poskušamo na nek način se jih zaobiti. Problem te mlečne formule je večplasten. Glavni, ki ga pa hočem izpostaviti, pa je, ko se otrok doji, on izkaže svojo lakoto, popije to, kot rabi, zato se mora malo potruditi, to je res, potem pa, ko se nasiti, se odstavi od dojke. Pri mlečni formuli pri dojenju je otrok tisti, ki diktira, koliko rabi, koliko časa se bo dojil in kdaj je dovolj. Pri mlečni formuli pa ni več otrok tisti, ki diktira, ampak je mama tista ali pa oče tisti, ki diktira, in pride do overfeedinga, ki spet dokazano vodi v debelost. Pa ni problem samo overfeeding, problem je tudi v tem, da se otroku v tem zgodnjem obdobju programira regulacija apetita in pa lakote in pa sitosti. In mi to otroku odvzamemo in mi rečemo, kaj je lakota, mi rečemo, kdaj je otrok sit in kdaj mora jesti. In mu vzamemo te naravno prirojene mehanizme, na tem konkretno jaz delam zdaj raziskave v Londonu, in kaj se zgodi? Otrok potem izgubi to samoregulacijo, ki pa spet dokazano vodi kasneje v težave z debelostjo. In še en pomemben vidik je pri dojenju.
poskušamo mamico spodbujati s pravimi informacijami, verodostojnimi informacijami in omogočati, da živi in doji v nekem mirnem, kolikor se da okolju. Ker dokazano spet, oziroma nakazuje se vzročna povezava, bolj pravilno, da je tudi stres mame tisti, ki lahko negativno vpliva potem na regulacijo tega apetita pri dojenčku, kljub temu, da je otrok dojen. Vemo, da doječa mama potrebuje več energijskega vnosa, torej ima več manjših obrokov enakomerno razporejenih čez dan, hranilno bogatih, za sintezo mleka. In tukaj se poslužujemo samo uravnotežene prehrane. Doječa mama ne potrebuje biti na nobeni dieti, no, zaradi krčkov v naprimer ljubljanski porodnišnici dobi doječa mama oziroma dobi nosečnica oziroma porodnica zajesti okisano solato s citrusi, jih lahko tudi ima namenijo. Skratka, ni nobenega znanstvenega dokaza, da bi bilo to vzročno povezano s pojavljanjem krčev. Ker če je že nosečnica na ustrezni prehrani in doječa mama nadaljuje za ustrezno uravnoteženo prehrano, prehaja že tudi v mleko cel kup aromatičnih komponent iz materine prehrane. Tukaj je sicer narisan korenček, ampak še bolj zanimiva študija je bila narejena na mamah, ki so uživale česen oziroma čebulo. In tisti dojenčki, ko so potem šli na uvajanje goste hrane in so notri imeli česen in čebulo, so to gosto hrano jedli brez težav, če je seveda mamica že tudi imela to izkušnjo z uživanjem tovrstnih živil. To je spet evolucijsko pomembno in na tak način naredimo dober prehod na gosto hrano. Nimamo izbirčnega neješčega otroka, ki spet dokazano vodi kasneje lahko težave z debelostjo, čeprav je v tistem trenutku suh in pod rastnimi krivuljami, čez 20-30 let bo pa ta isti otrok lahko imel težave z debelostjo, in spet lahko ustrezno primemo tega našega bika za roge na tem mestu. In pa pri tem seveda pri uvajanju goste hrane v kombinaciji z dojenjem. Idealno je, da najprej otroka se podoji, da je vesel in srečen, ker on točno ve, kaj pričakuje. Potem, ko je on zadovoljen in sit, se pa on lahko igra z gosto hrano. Če pa mi rečemo, ne, dojenja zdaj ne bo, bomo šli kar nadomestiti celo dojenje za neko gosto hrano, je pa verjetnost večja, da se nam bo otrok uprl pri tem, ker seveda tega ne bo poznal, to bo za njega stresna izkušnja, ker naenkrat neka zelena kašica pred njim z neko žličko, ne. Torej tudi pri uvajanju potrebno biti pač dost moder in pa ne uvajati goste hrane v smislu kaznovanja oziroma nagrajevanja, ker spet dokazano to vodi kasneje v težave z debelostjo. Zdaj, tudi trenutno v Londonu na veliko raziskujejo vpliv doječe mame, ki ima čezmerno hranjenost oziroma je debela, in to tudi lahko nekoliko negativno vpliva potem na pojav same debelosti pri tem istem otroku. Trenutno se raziskuje biomolekularne mehanizme, znano pa že je, da seveda, kot sem že na začetku rekel, da vzor ali pa prehranjevalni vzorci, ki jih neka družina ima, seveda te vzorce potem preda naprej svojim otrokom. In pogosto, ne vedno, pogosto se zgodi, da so prehranski vzorci staršev, ki imajo težave še z zmerno hranjenostjo, zelo neugodni in seveda to potem otrok nadaljuje naprej. Torej, v materinem mleku kot zelo biološko aktivni tekočini, hrani, najdemo poleg osnovnih gradbenih komponent za naše telo še cel kup ostalih bioaktivnih komponent, od hormonov, leptin, grelin, adiponektin, do cel kup takih in drugačnih mikroRNA elementov in drugih komponent, ki se jih intenzivno raziskuje v povezavi z nastankom med drugim tudi debelosti, da se potem tudi ustrezno lahko naslovi te težave in poda na primer mladim staršem ustrezna navodila, kaj in kako ukrepati v nekem trenutku. Torej, če se zdaj vrnemo počasi in povzamemo, kaj je glavno sporočilo današnjega mojega sicer kratkega predavanja na temo vpliva dojenja na debelost, je, da imamo cel kup različnih elementov. Prehrana je seveda eden izmed pomembnejših elementov, ne pa edini. Moramo tega našega bika držati za roge tudi na drugih oprijemališčih, poleg prehrane.
Omenil sem že tudi ustrezno psihično oziroma psihološko podporo, že omenjena tudi telesna dejavnost in pa predvsem, da se zavestno odločimo za neprakticiranje teh nezdravih razvad, kot je kajenje, alkohol in pa seveda cel kup drugih motivcev, hormonskih motivcev. Tlele nisem omenil, pa mogoče je vredno omeniti na tem mestu, eden izmed pomembnih hormonskih motivcev, ki je tudi povezan z nastankom debelosti in pa drugih kroničnih bolezni, tudi rakom, je tudi mikroplastika oziroma še večji problem je nanoplastika, ki se pa spet najde v hrani, v vodi, na oblekah in kremah in tako naprej, ampak to seveda ni zdaj tema današnjega mojega predavanja. Teda za na konec bi zaključil, da ta naš začaran krog debelosti, ko se marsikdo že vpraša, ali je sploh možen izhod iz tega labirinta začaranega kroga, seveda odgovor je, da ja. Je pa s pomočjo današnje znanosti, s pomočjo, bomo rekli, tudi umetne inteligence nenazadnje, lažje razumeti, kje so ta oprijemališča, kje lahko primemo že omenjenega bika za roge in ga damo ven iz tega začaranega kroga. In moramo pa začeti na vseh nivojih našega družbenega sistema, seveda začenši tudi z dojenjem, ker dojenje je tudi po OECD-ju prepoznano kot pomembno, izjemno pomembno tudi za zdravje in blagostanje neke družbe, v kateri živimo. Zato tudi UNICEF v Sloveniji, Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja, dela tukaj ogromno dobrega na področju spodbujanja dojenja že na začetku, torej že v samih porodnišnicah. Tako da, hvala lepa, upam, da nisem prekoračil moj čas in seveda sem na voljo za vprašanja.